Danes v Pomurskem dnevniku. Vrnitev pomurskih gasilcev. Poletno branje. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pomurski gasilci so se že vrnili iz severne Primorske, kjer so pomagali pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije. Zatrjujejo, da bi se, če bi bilo potrebno znova priskočiti na pomoč, brez oklevanja ponovno odzvali. Ogenj je prisotnim gasilcem uničil opremo in poškodoval vozila. Tako so se gasilci iz PGD Ljutomer in sosednjih gasilskih društev iz Ljutomerske gasilske zveze vrnili v domače kraje včeraj okoli 13. ure. Poveljnik ljutomerskih gasilcev Dušan Hunjadi je že večkrat priskočil na pomoč na drugih koncih države, tudi ob požarih v naravi, a tokratno posredovanje, kot pravi, je bilo nekaj posebnega. Sam še nekaj takega nisem doživel. Mi je zdaj to bilo prva izkušnja taka, pa upam, da je več ne bom nikoli. Tako kot vse ostale slovenske gasilce jih je na Krasu pričakal težko prehoden teren, kjer se še vedno nahaja tudi veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev iz Prve svetovne vojne. Če temu dodamo še burjo, samo vročino, potem veste, v kakih razmerah smo tam slovenski gasilci delali oziroma delamo. Gasilci so se morali ves čas odzivati na izjemno hitro nastajanje požarov na različnih koncih. Najprej sigurno sam dim, pol pa vidiš, da je sam razvoj požara tako sinkovit, da se dogajajo tudi požarni preskoki, da gre z enega drevesa na drugo drevo. Ob hitrem umikanju je v ognjenih zubljih zgorelo tudi nekaj opreme. Gasilske cevi so ostale v ognju, poškodovana so bila tudi vozila. Približno 300 metrov cevi, UKV postaja, avto smo poškodovali. Doživeli smo, v narekovaj povedano, življenjski pekel, kjer smo resen dobesedno parkrat se mogli evakuirati oziroma narediti hitre premike, da smo lahko rešili sami sebe ter vozila. Poškodovano je bilo tudi ljutomersko gasilsko vozilo. Tako pa je predsednik PGD Ljutomer Danilo Polanič tolažil svoje kolege. Nasakira se ti za avto, samo ga ste vi živi pa zdravi. Izčrpanost in utrujenost dobro dokumentirajo fotografije ribniških gasilcev, ki so počivali kar ob cesti. Večina pomurskih gasilcev se zaradi utrujenosti po noči ni vrnila domov. Prespali so v vipavski vojašnici. David Rakar zatrjuje, da sicer med samo intervencijo energija nikoli ni težava. Takrat, ko želiš pomagati, oziroma ko moraš pomagati, ko moraš sebe ščititi, o tem sploh ne razmišljaš. To je vedno neka faza gasilstva, ko si pod adrenalinom, to je čist neka 10. oziroma 100. zadeva, da boš sploh študiral, da ne moreš, probaš nekako zmočiti. A številni delodajalci tega poslanstva še vedno ne razumejo. Nekaj gasilcev tako ni moglo na intervencijo, ker jim tega nadrejeni niso dovolili. Delodajalci dostikrat nimajo razumevanja za naše gasilsko poslanstvo, to pa je naša potem udeležba na takih in podobnih intervencijah, na izobraževanjih in seveda na vajah, kjer si nabiramo znanje in izkušnje. O morebitni novi aktivaciji gasilcev iz Pomurja bo prihodnje dni odločil štab severnoprimorske regije. Poveljnik ljutomerskih gasilcev Dušan Hunjadi nam je zagotovil, da bi ob morebitni podobni situaciji na Krasu ponovno brez oklevanja priskočil na pomoč. Bi še šli pomagati na Kras, če bo še to potrebno? Takoj. To je tista gasilska žilica, da bi jo. Če glih je, včeraj je bila taka nevarna situacija, da smo enega časa gledali, ali bo za naše, ali bomo ostali tam v ognjenih zubljih ali ne. Gasilci so po vrnitvi že pripravljali vozila in opremo, da bodo ob morebitnem klicu pripravljeni posredovati. Nogometaši Mure se iz Dublina vračajo z rezultatom 1:1. Jedci so v bučni podpori tribun silovito krenili v dvoboj, kljub temu pa je prvi polčas po golu Dakuja pripadel črno-belim. Prednost Prekmurcev je po uri igre izničil Forrester. V Dublinu je bila včeraj odigrana prva tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Tekma proti Ircem se je končala z remijem 1:1. Lahko smo zadovoljni z rezultatom. Glede na celotni potek in vse, kar se je dogajalo na tekmi, moramo biti z rezultatom zadovoljni. Imamo aktivni rezultat, imamo povratno tekmo pred svojimi navijači. So pa Irci pokazali, da so dobra ekipa, bili so izredno agresivni. Čontala dodaja, da so imeli Irci izvrstno podporo navijačev, črno-beli pa so imeli na zelenici komunikacijske težave. Težko je bilo kakršnekoli korekcije narediti med samo tekmo.
prav zaradi tega. Lahko bi bili še bolj mirni žogov, definitivno se da več odigrati, čeprav so bili agresivni Irci, visoko pritiskali, ampak z mirnostjo, kar smo pokazali proti koncu prvega polčasa, bi se jih dalo umiriti. Kaj pa Sobočani pričakujejo od povratne tekme? V druge tekme sigurno pričakujem, da bo popolnoma drugačno od te danes. Na drugi tekmi mislim, da moramo mi biti tisti, ki bomo prevladali na igrišču, ampak to so evropske tekme, včasih se prilagodiš, na kakšna težka gostovanja, odigraš malo drugače, malo potrpiš. Doma pa je pač na nas, da sedaj odigramo dobro tekmo, da tekmi prevladujemo in da konec koncev napredujemo. Povratna tekma z Irci se bo odvila prihodnji četrtek v Fazaneriji. Pred nami so vroči poletni dnevi in pa tudi čas, ko se veliko ljudi odpravlja na dopuste. Ponavadi si čas na plaži krajšamo s branjem kakšne dobre knjige, mi pa smo za vas preverili, katere so tiste, ki bodo letošnje poletje najboljša izbira za krajšanje prostega časa, tako na plaži kot tudi doma. Torej, Janez Horvat, lepo pozdravljeni. Najprej me zanima, kakšen je obisk v vaši knjižnici v tem dopustniškem času? Se dejansko množično zatekajo ljudje k vam, da si naberejo material za kakšno poletno branje? Ja, obisk se je sedaj, ko so se ti ukrepi v zvezi z omejitvijo zaradi koronavirusa nekoliko sprostili, ljudje se v tem času zopet bolj množično zatekajo v knjižnico. Nasplošno je pa poletni čas tisti, ko si bralci naberejo večjo količino knjig za dopustniški čas. Po kakšnih knjigah pa najbolj posegajo trenutno? Ja, vsako leto je zgodba približno enaka. V počitniškem času ljudje posegajo predvsem po leposlovju, se pravi manj si izbirajo strokovno literaturo, ogromno leposlovja od kriminalnih romanov, zgodovinskih romanov, potem ljubezenskih romanov, spominov, potem dokumentarna literatura, ki je vezana na aktualne družbeno-politične čase. To je v tem trenutku vse, kar je novejše literature, vse več ali manj izposojeno. Imate mogoče za naše gledalce tudi kakšna priporočila za poletno branje? Ja, berite predvsem to, kar vas res zanima, nikakor pa ne nasedajte vsem reklamam, ki se pojavljajo v vse mogočih časopisih, ker vse tiste naslove, ki so trenutno izpostavljeni v več ali manj vseh časopisih, so sigurno izposojeni, ker najde se še veliko literature, mogoče kakšnega starejšega datuma, ki je prav tako zanimiva, medtem ko so te knjige z letnico 2022, 2021, 2020 pretežno že izposojene. Kako pa sicer obratuje vaša knjižnica v tem poletnem času? Imate poletni delovni čas? Ja, imamo poletni delovni čas. Knjižnica obratuje za obiskovalce ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8 in 16 uro. V torek in četrtek odpremo ob 11 in smo do 7 zvečer. Tudi sobote so odprte med 8 in 13 uro. Pripravljate mogoče tudi v prihodnjih dneh ali tednih kaj zanimivega, da bi si naši gledalci lahko prišli ogledati? Ja, v julija in avgusta je sicer manj tovrstnih dogodkov, moram pa izpostaviti vsaj 3. In sicer naslednji torek, 26. julija, imamo v prostorih knjižnice eno zelo zanimivo predavanje, in sicer naš rojak Primož Kajdič, doktor fizike, ki živi in dela v Mehiki, je v tem trenutku na počitnicah v rojstnem kraju v Murski Soboti in nam torej v torek ob 17. uri pripravlja eno zelo zanimivo predavanje, in sicer Vreme iz vesolja. Takoj naslednji četrtek pa imamo na Skritem dvorišču srečanje z beletrinjenimi trubadurji. To je vsako leto, enkrat julija, povabimo enega avtorja, ki je pri založbi Beletrina izdal kakšno novo knjigo. In sicer bo to letos Irena Svetek, ki je izdala zelo odmevno psihološko srhljivko z naslovom Rdeča kapica, in ravno pred kakšnim mesecem je izšel tudi drugi del knjige, Beli volk, tako da se bomo družili z avtorico, ki bo povedala kaj več o sami knjigi. Za glasbeno spremljavo bosta pa poskrbela Uroš Perič in Maja Kevc. Kaj pa priporočate vsem, ki bi si radi izposodili kakšno knjigo? Priporočate obisk v živo in mogoče dodate še kakšno svoje osebno priporočilo, ali pa naj se obrnejo raje na Cobiss in si tam poiščejo knjigo?
Ja, vsekakor priporočam osebni obisk. Veliko bralcev, razen tistega, kar pač najdejo po lastnem izboru, prosijo tudi nas izposojevalce, da jim pomagamo pri izbiri, mogoče iz lastnih izkušenj, mogoče iz izkušenj kakšnega od bralcev, tako da nihče ne odide praznih rok in večinoma so vsi tudi z našim priporočilom zelo zadovoljni. Kaj pa na mladinskem oddelku priporočate za poletno branje oziroma po katerih knjigah vaši bralci najbolj posegajo? Takole bom rekla, vsako leto, ko so počitnice, bodisi zimske, bodisi letne, nam polica, kjer je Harry Potter, zmanjka. Letos so zelo popularni tudi stripi, tako da v bistvu Asterix, Mickey Mouse, Snoopy, vse te knjige, ki pač vsebujejo sličice, gredo kot po maslu. Moram pa reči tudi, da imamo tukaj razstavo Sinjega lept, ki je od leta 1952, torej 70 let na prizorišču, in starši in babice in dedki, ki pridejo, si ogledajo to razstavo pri nas, večkrat potem sami priporočajo otrokom, katero knjigo so brali in jo tudi vzamejo. Tako da sem zelo vesela, da tudi te starejše knjige letos med počitnicami gredo v promet. V Puconcih bo zrasel nov vrtec, gradnjo pa bo financirala tamkajšnja občina, ki se je prijavila na razpis s projektom, vrednim več kot 2 milijona evrov. Novi vrtec bo tako lahko sprejel kar 108 otrok, zaposlenih pa bi bilo 17 oseb. Vas zanima, kako bo izgledal? To in pa celotno novico najdete na spletnem portalu Sobota.info. Nad našimi kraji se zadržuje zelo topel in suh zrak, zato se nam tudi v prihodnjih dneh obetajo visoke temperature. Pa poglejmo, kaj pravi vremenska napoved. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 29 stopinj Celzija. Opoldne smo v Ukrajinskem parku Goričko namerili 29 stopinj, prav toliko pa smo jih namerili tudi v Lendavi in v Radencih, v Murski Soboti pa 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 17 do 19, dnevne pa okoli 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in v notranjosti države malo manj vroče. Predvsem na severu Slovenije bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bo bolj vroče. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 17 do 20, čez dan pa od 27 do 34 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.